Živijo, jaz sem Imanina in mene zanima 100 stvari. V zadnji oddaji smo med 3 kandidati izžrebali mojega današnjega gosta, ki je res nekaj posebnega. Če verjamete ali ne, moj današnji gost je operni pevec Žiga Lakner. Živijo, Žiga. Živijo, kako si? V redu, hvala. Super. Na to oddajo povabim samo moje prijatelje in ker prijatelje tikam, bo to veljalo tudi za tebe. Se strinjaš? Absolutno se strinjam. Za začetek pa seveda rubrika Kdo je kdo. Jaz se še spomnim, kako sem v vrtcu prepevala pesmice. Žiga, kdaj si ti začel peti? Kot že dojenček? No, kot dojenček ne. Začel pa sem nekje tam v 1. razredu v pevskem zboru in potem praktično čez vsa leta osnovne šole v pevskem zboru in nekje med sredino osnovne šole pa sem se vpisal tudi na solo petje. Vsi moramo imeti vsaj enega vzornika. Kdo je bil pa tvoj vzornik? Ja, v bistvu bila je Ana Netrebko, njo sem prvič videl na tej platformi oziroma na spletni strani YouTube, kar nekaj let že nazaj. Potem pa v bistvu smo z osnovno šolo šli v opero in me je ta klasična glasba in teater navdušil. Potem pa sem v bistvu začel še bolj raziskovati in sem se nekako videl v temu in nadaljeval to. Ko si hodil v glasbeno šolo, si moral imeti vsaj enega strogega učitelja. Ja, absolutno. Mislim, da ga imamo vsi oziroma smo ga imeli vsi, tako da je to nekaj normalnega, ne, vseeno potem na njega gledaš kot bolj neko avtoriteto, čeprav jaz pravim, da v bistvu učitelj mora biti tako učitelj kot tudi tvoj prijatelj. Lani si končal akademijo in zdaj poješ v mariborski operi. Kom najraje poješ? Ja, v bistvu zaključil bom akademijo v letošnjem študijskem letu oziroma v naslednjem. S kom pa najraje pojem? Težko vprašanje. Pravzaprav rad pojem z vsemi, ki isto čutijo glasbo kot jaz, in se mi zdi, da iz tega pol tudi pride eno zelo lepo muziciranje. Jaz sem nastopala že kar na več koncertih in se jih spomnim le par. Kaj pa ti? Kater koncert se je tebi vtisnil v možgane? Ja, pravzaprav najbolj se mi je vtisnil letošnji koncert, in sicer koncert v Franciji, v Saint-Tropézu. V bistvu sem šel z nekim strahospoštovanjem tja, ker so mi vsi govorili, da je francoska publika zelo zahtevna. In bi rekel, da verjetno res je zahtevna, ampak se mi zdi, da potem, ko sem odpel in dobil te stoječe ovacije, mislim, da je bil ves trud in strah poplačan. Absolutno pa se mi vtisne vsako leto v spomin tudi moj letni koncert v Idriji pred domačo publiko, ki pa je tudi nekaj posebnega. Opero lahko poješ v večjih jezikih. V katerem jeziku najraje in v katerem najmanj poješ? Najraje pojem v italijanščini, malo manj raje pa pojem v francoščini in nemščini, ampak se mi zdi, da v bistvu, ko enkrat ti se poglobiš v zgodbo, v glasbo opere in vse, pride vse eno z drugim in v bistvu praktično sploh ni tako težko, kakor se na začetku morda sliši. Super, sedaj pa rubrika Razvada stoletja. Jaz rada pojem pod tušom, ker lepo odmeva. Kaj pa ti? Ti poješ od jutra do večera in mogoče to ne velja zate? Ja, definitivno jaz pod tušem ne pojem. Mislim, da imam v dnevu toliko glasbe, da v bistvu se pod tušem prej, ko ne umirim. Tako da ja, ampak jaz pa pravim, da tistmu, ko paše peti pod tušem zaradi akustike in vsega, pa naj to z veseljem dela. Jaz sem nekje videla, da pod visokem C poči steklo. Ali ti lahko zadaneš visoki C? Visoki C ne, ampak tudi to nisem še videl v živo, da bi nekje počilo steklo zaradi tega. Tako da ti težko odgovorim prav na to, lahko da kje je, kakšen posnetek ali karkoli, ampak jaz tega še nisem videl. Jaz rada gledam muzike in vedno pojem pri njih. Kaj pa ti, če bi bila kinodvorana polna ljudi, ali bi ti vstal in pel? Absolutno ne bi, ker s tem motimo vse ostale poslušalce in gledalce.
tako da tudi pravila v teatrih in po moje v kinodvoranah je isto, ne, da lepo mirno poslušamo in gledamo, tako da absolutno ne. Ali drži podatek, da si se kot osnovnošolec vozil s kolesom in pel arije po Idriji? Ravno pel arije ne, sem pa ponašal sireno, ampak ja, baje, da je tudi to prineslo nekaj dobrega k petju, namreč z mojo zdravnico, dr. Hočevarjevo, sva enkrat malo v šali govorila o tem in je rekla, da morda pa je res tudi to pripomoglo k razvoju glasu. Super nama gre. Zdaj pa rubrika Saj ni res. Pa je. Ali je res, da pred nastopom porabiš 2 uri, da te našminkajo? Ja, pravzaprav to je zdaj zelo splošno rečeno, ne? Ampak ja, dejansko nekje 2 uri pred predstavo moramo biti v operi, da seveda ženske imajo pri tem več opravkov, ker mora dobiti še frizuro in vse. Moški pri temu imamo, kako bi rekel, privilegij, namreč ponavadi nimamo nekega posebnega make-upa, tako da v bistvu smo zelo hitro prosti, ženske pa imajo absolutno več dela, ja. Jaz v dramskem krožku porabim 2 meseca, da se pripravljam na vlogo. Kaj pa ti? A se pripravljaš celo leto? Ja, zelo dobro vprašanje namreč, ne. Pravzaprav na vlogo se pripravljamo tako dolgo, kakor je potrebno, jaz pravim, a ne. Vsak rabi mogoče dlje časa, en manj časa, ampak definitivno je to tudi odvisno od kako velika je vloga. Tako da, ja, absolutno za večje vloge se porabi dosti več časa, tudi po nekaj pol leta, da se ti glasbeno in vse pripraviš, govorim. Za manjše vloge manj, tako da je vse je odvisno od enega in drugega, ne, tudi kako ti gre jezik in vse. V operi je veliko vlog. Lahko igraš tudi 2 vlogi na eno opero? Ja, pravzaprav to sem že videl, da je nekdo igral 2 vlogi v eni operi. Je pa tako, da absolutno te 2 vlogi ne smeta biti istočasno na odru, ker drugače to ne bi šlo. Se zgodi, ampak je pa to zelo, zelo redko. Ali je res podatek, da imate malo skupinskih vaj pred opero? No, to ne bi ravno držalo, no, nekje 3 tedne pred premiero začnemo z režijskimi vajami, predtem pa imamo glasbene vaje, tako da praktično prije kar nekaj vaj, se pravi vsega skupaj, je pa spet odvisno od vloge, od vsega, kaj počneš, koliko velika je vloga, tako da je to zelo težko reči, ampak absolutno na vsako vlogo se moraš pripraviti 100%. Ali je res, da jih imaš pred nastopom tudi tremo? Jaz imam to srečo, da treme nimam, ker se vedno poskušam pripraviti 100% na to, kar moram storiti na odru oziroma odpeti, ker praktično pol, ko si ti enkrat 100% vase in v svoje delo in v to, kar počneš, trema enostavno izgine, zaradi tega, ker pravzaprav moraš samo verjeti vase in videti ta napredek oziroma, da ti to gre in potem trema izgine. Super, odlično nama gre. Zdaj pa rubrika, ko gre vse narobe. Žiga, povej mi, ali se ti je že kdaj zgodilo, da si moral zaradi bolezni odpovedati nastop? Pravzaprav zaenkrat se mi to še ni zgodilo, tako da bom potrkal. Se je pa zgodilo že marsikaj drugega, ne, na kakšnem nastopu. Spomnim se in tega ne bom nikoli verjetno pozabil, bil je dobrodelni koncert Rdečega križa Slovenije iz Cankarjevega doma, Simfoniki RTV Slovenija. Jaz sem z njimi pel Mlade oči. In absolutno to skladbo znam, bi lahko rekel, v rikverc. Ampak ko sem jaz stopil na oder in preden sem mogel začeti, sem imel blackout. Nisem vedel, kako se začne in sem začel s 3. kitico. Kaj pa, če si samo prehlajen? Imaš kakšno zvijačo, kako pregnati viruse? Če sem samo prehlajen, ponavadi ne kompliciram. Zdaj spet je odvisno, kakšen prehlad je to, tako da to bi zdaj spet lahko na dolgo in široko debatirali, ne, ampak
če imaš nek lažji prehlad, lahko nastop absolutno vseeno izpelješ. Je pa tako, ni nobenih hudih zvijač, saj vsi vemo, med, čaj in vitamini, pa bo odpornost kar v redu. Jaz sem nekje prebrala, da banane pomagajo glasu. Torej, če pojem cel tovornjak banan, sem pripravljena za Slovenijo, ima talent. Ne, pravzaprav banane ponavadi jemo zaradi tega, oziroma jemo. Ne vsi, ampak ponavadi ne povzročajo refluksa, daje občutek sitosti, ker na odru ne smemo biti lačni, ker to pravzaprav ni dobro za tvoj občutek na odru. Ne smemo biti pa absolutno spet preveč polni hrane. Tako da v bistvu ta banana je neka rešitev tega, da potešimo lakoto oziroma da smo 100% v to, da med predstavo ne bomo brez energije. Super! V rubriki 3, 2, 1 akcija boste videli, da je Žiga Lakner tudi učitelj. Živjo! Veda. Si prišel na petje? Sem. Evo, super, pa se lahko sem zraven Žana postaviš. Žijo. Oj. Ok, zdaj Žana mlado. Ena tehnična vaja, tudi se boš ti nama pridružila potlj, a ne? Ok, začnemo tle in gremo naprej. In pogremo v legato. Ok, 3, 4. Super. Malo sprosta spodnja čeljust, še enkrat. Malo je probi, da tako premikati levo, desno. Kar deva. Super. Spusta čeljust. Super, lička. Evo, super. Odlično ti gre. Kako poteka vaja? Ja, v bistvu, jaz, ko sem naročen na uro, pridem v ta prostor, ki Žiga uči, in pol malo se pozdrava, pogovoriva, in pol se začne tista ura, tistih 45 minut. In prvih 20 minut imam upevajna, drugih 20 minut imam pač vaje pesmi, rečemo, če se pripravljam na kakšen nastop, moram tista pesem fajn zvaditi. In pol na koncu imam pa še 5 minut sproščanja glasil. Kolikokrat na teden pa imaš? Imam enkrat na teden, pa ponavadi ob sobotah. Žiga, kaj so ti plakati? To so v bistvu plakati mojih vseh koncertov, mislim, niso vsi mojih koncertov, jih kar veliko manjka, no, glede na to, da bo letos že 13. Jih kar zelo veliko manjka, tako da jaz upam, da jih bom kmalu izobesil, sicer na nič, bodo šli vsi gor. Ampak ja, no, sicer nekateri so še iz mojih sodelovanj iz opero, pa novoletni koncert v Filharmoniji, tako da, ja, lepi spomini. No, to je to. Tako Žiga Lakner uči svoje učence. Zdaj se pa vidimo nazaj v studiu. Tako kot v vsaki oddaji bomo tudi danes izžrebali mojega novega gosta. Žiga, ti boš izbral 2 lončka in tista danes ne bosta naša gosta. Lidija Kleindienst. Jan Tratnik. Še sreča, ker ima poškodovano koleno. Teodora Klavžar. Moja nona, jo poznaš? Poznam jo iz filma, o katerem si mi ti govorila. Kaj bi jo vprašal? Mislim, da lahko tako izkušeno kleklarico vprašaš kar marsikaj, tako da to pa prepuščam tebi, ker jaz kot novinar nisem ravno dober. Super, Žiga, hvala, ker si danes prišel v mojo oddajo. Hvala tebi za povabilo in hvala vsem gledalcem, ki ste to poslušali in gledali danes. Vedno dobrodošel. No,
To je to. Bodite zvedavi in v redu. Se vidimo v naslednji oddaji. Čau!